Kolikor znaš, toliko veljaš. Gre za to, da smo na kmetih včasih rekli tudi tisto: če boš šel v šole in če se boš učil, ti ne bo treba delati. Danes, v današnjem sociološkem času, pa je povsem drugače. Iskanje znanja je pravzaprav tisti moment, ki daje potem možnost zaposlitve. In samo s tistim lahko počnemo kaj, da zaslužimo cvenk, kar znamo. Ni več veljava, ampak da zaslužimo, da preživimo v tej naši družbi. In prav zaradi tega je potrebno iskati zase možnost, na kakšen način priti do znanja, da ga bomo potem lahko uporabili in z njim preživeli. Na kmetih je potrebno poznati zemljo, zrak, potrebno je poznati vodo, potrebno je poznati tehnološke osnove za obračanje te zemlje, pa za gnojenje, pa poznati je potrebno sorte, pa potrebno je znati vse uskladiti in še srečo je potrebno imeti z vremenom. Vendar, če znamo, pravijo, od 10 kmetov, ko pada ves teden dež, 2 listje pograbita, ostali ne. In znanje je tisto, ki ima to omogoča. In prav zaradi tega danes o izobraževanju. Izobraževanje je kamenček v našem življenjskem mozaiku. Življenje pa je pretežen del odvisno prav od njega. Pravijo tudi do 3/4. Prav naložba v naše znanje je pri današnjem življenjskem vzorcu najpomembnejša. Naučimo se hoditi, govoriti, zapeti pesem, spoznamo življenjsko okolje, spoznamo tudi vzorce pravilnega obnašanja v delovnem okolju in če je prav, tudi ustvarjalnega, svobodnega, na novo zastavljenega življenja in tistih izraznih poti med sebi enakimi. Prav šole so tiste, ki nam pomagajo na teh poteh polnih ovir. Šole so tiste, ki izdelajo bližnjico do srečnega življenja in na področju kmetijstva, prehrane, ekologije in turizma na to bližnjico pokaže novomeška kmetijska šola, po novem Center biotehnike in turizma, in tudi na teh informativnih dnevih so povabili. In poslušajmo. Mislim, da je ta praksa, da se osnovnošolci, pa seveda tudi njihovi starši udeležujejo informativnih dnevov, že kar tradicionalna postala. In sicer vemo, da je danes odločiti se za neko nadaljne izobraževanje v bistvu kar en tak družinski projekt, o katerem se pogovarjajo tako otroci, kakor starši, razmišljajo že prej, katero poklicno področje bo tisto, ki ga želijo obiskovati oziroma se za njega izobraževati, kakšne imajo ambicije za naprej, in seveda potem je tudi prav, da pogledajo, katera srednja šola nudi. In mislim, da je to kar dobra popotnica za to, da si učenci izberejo pravo pot za svoje nadaljne srednješolsko izobraževanje. Torej na šoli, konkretno tudi na naši šoli, jim predstavimo šolo, način dela na šoli, predstavimo jim vzgojno-izobraževalne programe, področje, za katere se bodo lahko izobraževali, potem dijaki jim predstavijo utrip šole, ki ga lahko zaznajo, seveda pa potem lahko tudi poiščajo vse informacije na različnih točkah, kjer jim podajo tako dijaki, kakor strokovni delavci. Na šoli pa poteka tudi pouk, torej dijaki lahko pokukajo v učilnice, pogledajo, kaj je tisto, kaj naši dijaki počnejo v razredu, v laboratoriju, se sprehodijo po šolskem posestvu, pogledajo, kaj se skriva za kakšnimi vrati, ali je tisto, kar smo jim povedali, da šola ima, ali je to na tistih mestih res tako. In seveda potem se pogovarjajo z vodiči, pogovarjajo se z dijaki in na ta način potem pridobijo tudi en tak celosten vtis v šoli, kajti mislim, da je tudi to pomembno. Torej, ni pomembno samo v kateri poklic gremo, za kateri program se bomo odločili v smislu, da bo to naš bodoči poklic,
in da bomo čim prej prišli do nekega delovnega mesta, ki je danes recimo atraktivno, mogoče pa čez 4 leta ali 5 let, ko bodo naši dijaki zapuščali srednješolske klopi, ne bo več na tem področju zaposlitev. Zato je tudi to razmišljanje, torej, da se dijaki v šoli dobro počutijo ob tem, ko pridobivajo znanje, spretnosti in veščine, da si razširijo svoje obzorje, da se, skratka, kot sem rekla, tudi dobro počutijo, da je to izjemno dobra popotnica za naprej, bodisi da bodo potem se vključili v delo, v gospodarjenje na kmetijah, obratih, ali pa bodo konec koncev šli v nadaljne izobraževanje. Center Grm na lokaciji Bajnov, Trška gora, v okolju njiv, travnikov, sadovnjakov, vinogradov, gozdov, s to svojo edinstveno lego, s svojimi hlevi, rastlinjaki, sadovnjaki, vinogradi, laboratoriji, kuhinjami in šolsko infrastrukturo, zasnovano tako, da imajo učenci in dijaki možnost najti večino smeri, je pravzaprav nek center, ki daje veliko možnosti za izobraževanje. In sicer v kmetijstvu, v turizmu, kot smo že rekli, v ekologiji, v nekem interdisciplinarnem okolju izobraževanja pa se tudi vse potrebne izobrazbene možnosti pridobijo tudi za vse kompletno delo, ki mu lahko rečemo delo na podeželju, pa ne si bo v kmetijstvu, okoljevarstvenih programih in v turizmu. Ravnateljica, kje smo? No, moram reči, da ko prihajajo naši bodoči dijaki na naš center, torej na Sevno pod Trško goro, lahko takoj opazijo, da je naša šola vključena nekako v mesto, hkrati pa ni v mestu. Torej smo v bližini mesta, hkrati smo pa izven mestnega središča in to je tudi ta prednost. Lahko rečem, da je danes izjemno pomembno to, da znamo najti nekako tudi svoje počutje, da znamo umestiti v naravo, da se sprostimo in mislim, da je to na naši šoli možno tako rekoč v vsakem trenutku. Naši dijaki vseh programov imajo možnost, da v odmoru stopijo na dvorišče in so tako rekoč v učilnici v naravi, tudi pri pouku in je to eno takih področjih velikih, mislim, da take učilnice, kot jo ima naša šola, da je nima nobena šola v Sloveniji. Ne glede na to, da pa šola ni čisto v mesto, pa so dobro urejeni prevozi, tako da je možno, da dijaki, ki prihajajo iz različnih koncev z avtobusi ali z vlakom, se potem pripeljejo bodisi s temi avtobusi do šole ali pa se pripeljejo z mestnim avtobusom. Kar pa je prednost šole je tudi to, da je tako rekoč sestavni del šolske stavbe tudi dijaški in študentski dom, tako da dijaki, ki so iz bolj oddaljenih okolij, lahko bivajo v dijaškem domu in imajo tukaj popolno oskrbo, se družijo, imajo možnosti najrazličnejših dejavnosti, opravljajo tudi kakšno dejavnost, recimo, ki bi jo sicer v šoli, pa potem mogoče lahko kdaj ostanejo tudi doma. Ja, ko se srečujemo z Grmom Centrom biotehnike in turizma, ko razmišljamo o izobraževanju, ki ga potrebuje bodisi kmetijstvo, bodisi turizem, bodisi ekologija, takrat dejansko razmišljamo o tem, kako, na kakšen način zagotoviti to heterogenost tistega znanja, ki ga potrebujemo v tem našem delovnem okolju. Dejansko v kmetijstvu spoznamo skrivnosti rodovitnosti tal, pa recimo življenje rastlin, pa življenje živali. V okoljskem delu šole spoznamo, kaj postorimo, da ne uničujemo rodnosti tal, da pazimo recimo na vodo, na zrak, da so živila zdrava. V turizmu dejansko spoznavamo, kako in kaj moramo položiti na krožnike, da bomo zadovoljni in predvsem, da bomo zdravi, da bomo jedli zdravo hrano, ki je pot do zdravja. Že od nekdaj naši kmetje skrbijo za zdravo življenjsko okolje, ki je pogoj za pridelavo zdrave hrane. In nekoč so naše kmetije pravzaprav živele samooskrbno in od takrat se je ohranila skrb in bojazen za vse pridelano, pravzaprav v tem smislu, da bo in da bo to tisto, kar bo kvalitetno.
In danes z spremembo nekega življenjskega vzorca to pravzaprav ni več tako. Od 8 do 20 smo v službi in pridelati hrano zase, no ja, danes moramo nekateri pridelati za druge. In če želimo pridelati dovolj in to zdrave hrane, je znanje še kako pomembno. Organsko pridelana hrana zahteva veliko znanja in ne samo po količini, ampak tudi po kakovosti. In takrat, ko pridelujemo to hrano na tej naši zemlji, moramo skrbeti ne samo za pridelovalne resurse, kot so njiva, travnik, sadovnjak, gozd, rastlinjak, ampak moramo skrbeti tudi za vse, kar je tam, torej za vodo, za zrak. Moramo poskrbeti za pravilno gnojenje teh tal in za ohranjanje rodovitnosti. Moramo razmišljati o vsem tem in o tem elaboriramo in razmišljamo na tej naši šoli, že tudi na zelo intenziven način v laboratorijih, še bolj pa takrat, ko vemo, kako, na kakšen način obdelati to polje, kakšna je eksploatacija vseh kmetijskih strojev, da nam bodo pomagali in ne škodili na teh naših njivah. In takrat gre za to, da velikokrat predelamo snov v razredu, da se velikokrat pogovorimo o tem, kako in kaj, da pa je še seveda praksa in praktično usposabljanje tisto, ki na koncu da rezultate. In razmišljanje o pomembnosti kmetijstva se je ponovno začelo. Začeli so razmišljati o tem, da je pravzaprav hrana tista, ki daje zdravje in ne obratno. No in poslušajmo. No, veseli smo, da so v današnjem času tudi nekateri pomembni mnenjski voditelji in lahko rečemo svetovni bogataši začeli sporočati, da ni zgolj tehnika tista, ki je pomembna, ampak se vse bolj obračajo k naravi, k hrani, k okolju in v bistvu tudi vlagajo sredstva v ta področja. In tako vidimo, da so tudi v tem smislu naša biotehniška področja v bistvu tudi v mnenjih pomembnih ljudi vse bolj pomembna. To kaže pravzaprav na to, da znati predelati hrano, da postaja vedno bolj pomembno, da znati jo tudi predelati, ponuditi, da je to tisto, kar naša šola izobražuje in da imajo naši dijaki možnost se preizkusiti v praktičnem smislu. Torej, vsi pridobijo veliko praktičnih znanj, bodisi za vodenje kmetije, obrata, za različne dejavnosti na tej kmetiji, ker konec koncev smo izobraževanje oblikovali tako, da imajo dijaki možnosti tudi izbire, vkolikor se bolj želijo ukvarjati recimo s predelavo mleka, imajo tukaj možnosti se na tem področju tudi usposabljati, vkolikor je njihova težnja recimo predelava mesa tudi na kmetiji, torej je to možno znotraj našega dodatnega programa, možno seveda pa imajo tisti, ki imajo željo in interes to upravljati kot poklic, da se pač izobražujejo v programu mesar. Ja, ko razmišljamo o tem vidih izobraževanja na sami šoli, gre za to, da je ponudeno slehernemu, ki želi se izobraževati na tej šoli in pravzaprav za sposobnosti vsakega so možnosti za izobraževanja. In gre za to, da je iskanje neke zaposlitve v kmetijstvu večplastno in da na nek način iziskuje vse tisto, čemur rečemo znanje za potrebe kmetovanja. Nenazadnje lahko rečem, da se tisto, kar se ne najde doma v domačem okolju, kar ne najdemo doma v lastnih praksah, se pravi na naših poljih, v naših vinogradih, sadovnjakih, v naših rastlinjakih, v naših hlevih, pa se seveda poišče tudi v eksternem izobraževanju. Namreč dijaki sedaj na teh mednarodnih sodelovanjih, ki jih organiziramo, najdejo pot tudi, da pogledajo, kako na kakšen živi to kmetijstvo nekje v drugih državah. Tudi razumeti jih poskušamo o tem. In kako veseli recimo so prišli iz Francije, kjer so rezali vinsko trto in dosegli prvo mesto med vsemi evropskimi državami v rezi in takoj ponudbo, da že jutri lahko dobijo službo v tistem prostoru. Ni toliko za to, da povemo, kaj je, ampak
dijaki so ugotovili, da se pri nas s trto veliko bolj skrbno ravna in da je predvsem tam ta strojna obdelava, to hitenje za zaslužkom na nek način vino pustilo samo. Nič več ni tistega sodelovanja med trto, med gospodarjem in tistim pivcem, ki na koncu išče nekaj, kar je resnično vrhunske kvalitete. Res, da se opazi v teh tujinah, kjer se izobražujejo ali pa opazujejo, tudi to, da je tam na razpolago veliko več zemlje. Pri nas v Sloveniji je te zemlje izjemno malo, vse manj je bo in naše kmetije so recimo velike tam okoli 7 hektarjev, v Evropi 70 hektarske in da je seveda ta možnost za zaslužkom nekaj drugačna. Ampak ko pa iščemo te izvirne možnosti za kvalitetno pridelavo, no takrat pa pridejo do izraza tudi te majhne parcele, ko lahko v kontroliranih okoljih, bodisi v plastenjakih, rastlinjakih, na njivah, kjer vse prekrijemo in zaščitimo s folijo, tam, kjer je potrebno vse na roko kopati in pridelati resnično vrhunske kvalitete. No, takrat pa pri nas v našem slovenskem okolju se zahtevajo tudi drugačna znanja. No in tudi ti vidi izobraževanj se v tistem interdisciplinarnem smislu, kar sem že rekel, najdejo pot do slehernega, ki je pri nas. Ni važno, ali se izobražuje za mesarja, za kmetica, ali hodi recimo na biotehniško gimnazijo. Saj ne, včasih so rekli, bomo šli kidat v hlev, ne. Ampak dejansko se dogajajo določeni eksperimenti, ki so biološke ali kemične narave, tudi v teh okoljih, kjer se laborira recimo, kako na kakšen način je odvrelo zelje, kako na kakšen način shaja kruh. Vse to je pravzaprav možno in takrat, ko iščemo to pravo slovensko pot k samooskrbi, nazaj k tistem, kar smo že bili, ti vidi so vključeni v kompletno izobraževanje na šoli, sicer pa naj pove ravnateljica. Naša šola omogoča, lahko rečemo, različne stopnje izobraževanja, kar pomeni, da se bodoči dijaki glede na svoje interese, tudi glede na svoje, če tako rečem, učne navade in seveda tudi šolski uspeh, glede na to, ali jim je bližje teorija ali so bolj praktično usmerjeni, v tem smislu potem odločajo za vpis v različne programe. Torej tisti, ki so že nekako naravnani tako, da imajo v mislih, kaj bodo študirali, katera so ta recimo znanstvena področja, s katerimi se želijo ukvarjati, se bodo gotovo vpisali v biotehniško gimnazijo. Tisti seveda, ki imajo interes naprej razvijati kmetijo ali mogoče prevzeti kakšno kmetijo od svojih starih staršev ali sorodnikov, pa se potem opisujejo bodisi v 3-letni program Gospodar na podeželju ali v 4-letni program Kmetijsko-podjetniški tehnik. Tisti, ki želijo se bolj ukvarjati z hortikulturo, torej da jim je tukaj bližje vrtnarstvo, da imajo tudi mogoče manjše površine, kjer bodo lahko tudi na teh površinah za zelenatorstvo ali recimo z okrasnim vrtnarstvom videli svoje prihodnost, se vpišajo v program vrtnar. Tisti, ki pa so jim že od nekdaj, če tako rečem, blizu rože, torej cvetje in želijo oblikovati s cvetjem, ti se bodo pa lahko vpisali v program cvetličar. No, na drugi strani imamo tiste, ki imajo gotovo tudi umetniško žilico in želijo oblikovati z različnimi stvarmi, ki se vežejo na slaščičarstvo, različne izdelke, ti imajo možnost v slaščičarskem programu. No, ko zaključujejo 3-letni program, pa se lahko vpisujejo v programe 3+2, torej si ravno tako pridobijo naziv bodisi hortikulturni tehnik ali kmetijsko-podjetniški tehnik. Imamo pa še nižje poklicno izobraževanje, v katerega pa se vpišejo dijaki, ki imajo nekako cilj končati to nižje poklicno izobraževanje in potem mogoče nadaljevati tudi v 3-letnih programih. Dijaki, ki uspešno zaključijo z
poklicno maturo ali z maturo, pa se potem bodisi zaposlijo, oziroma tisti praviloma, ki se zaključijo z maturo, se odpravijo študirati na različne fakultete, visoke šole in tako naprej. S poklicno maturo se jih tudi veliko odpravi na študij, tudi na našo višjo strokovno šolo, kjer imamo programe upravljanje podeželja in krajine, kjer imamo program gostinstvo in turizem in pa naravovarstvo. Prej sem mogoče pozabila povedati, da med srednješolskimi programi je izredno popularen in pomemben tudi program naravovarstveni tehnik, v kateri pa je zanimiv za vse tiste, ki jim je blizu narava, okolje in konec koncev mogoče tudi turizem v naravi, delo v laboratorijih in želijo na tem področju kaj postoriti. Seveda pa v sklopu našega centra je tudi srednja šola za gostinstvo in turizem, kjer izobražujemo na poklicnem programu, že izhajajoče samega imena šole, gostinske poklice, torej na 3-letnem programu za poklic kuhar in natakar, v 4-letnem programu pa za področje gastronomije ali pa za področje turizma in se dijaki že po prvem letniku odločajo, v katero smer izobraževanja bodo šli. No in seveda to so tudi poklici, ki so gotovo zanimivi in seveda tudi izjemno zaposljivi. Torej tudi tukaj imajo dijaki možnost nadaljevati po 3-letnem programu v programu 3+2 in seveda po uspešno opravljeni poklicni maturi se vsi lahko izobražujejo na višji strokovni šoli, v katerem koli programu, lahko pa se odločajo tudi za visokošolske študijske programe. Tako da moram reči, da sistem izobraževanja je izjemno odprt, je izjemno pester. Na našem centru mislim, da je res veliko možnosti in priložnosti za najrazličnejša področja. Lahko pa rečem, da so res to področja, ki so povezane z življenjem in ki so tudi v bodoče perspektivna. Ja, če združimo naša polja, potem pridelovalna in predelovalna okolja, možnosti za šport, za rekreacijo, konji so tu nenazadnje tudi poklici, kot so recimo mesarstva, šičar in tako naprej. Izjemno veliko je vsega združeno in potem ponudeno na mizo, kot se rečemo, od njive na mizo v turističnih programih, kjer kuharji skuhajo, natakari postrežejo, turisti pa upozorijo na te možnosti nečesa, kar je naše slovensko izvirno. Pa vendarno, ravnateljica, povejte mi, zakaj bi pravzaprav se moral vpisati na kmetijsko šolo? Torej, ko govorimo o vpisu na kmetijsko šolo ali na biotehniško gimnazijo, se bo nekdo odločil za ta vpis, ker se želi izobraževati v naravnem okolju, ker mu je blizu narava, rastline, živali, ker skratka mu je všeč tudi klima, ki je na šoli in seveda, ker so mu zanimive številne obšolske dejavnosti, ki so na naši šoli. No, tisto, kar lahko rečem ob koncu, je pravzaprav to, da če ste zamudili informativne dneve, vsak dan dobrodošli na šoli. Tako so mi naročili, naj vam povem. Tisti pa, ki razmišljate o vpisu na to šolo, se pravzaprav morate sami sebi dopovedati znanje in možnosti za izobraževanje na šoli so. Vendar najbolj pomemben je vaš interes, ne samo vaš učenčev in pa dijaški potem kasneje, tudi starši, tudi okolje, ki bo potem zapustilo takega dijaka, ki bo končal kmetijsko šolo. Vse to je tisto, kar potem na koncu da možnost, da bo izobraževanje potekalo v tisto pravo smer. No, od vsega slišanega in videnega bi lahko rekli, da je grmska šola tista, ki daje možnost, da na podeželju začnemo to in ono. Naj si bo kmetovanje, naj si bo ekologija, naj si bo tudi, lahko rečemo, turizem. Vse skupaj začinjeno še s kakšno izdelavo, kakšne salame ali pa kakšnega kruha ali pa kakšne tortice ali pa, no ja, potrebno je bilo oditi na Grm in mislim, da če še niste prepričali, še vedno lahko odidete in vidite, kaj vse šola nudi.